medicini je zdravnik, ne glede na to, kaj reče minister, ne glede na to, kaj reče direktor, je na koncu izključno on osebno odgovoren. In zaradi tega je zelo neprimerno, da se pravzaprav v tem primeru obtožuje konkretne zdravnike brez pacientov. V medicini najmanj to, kar rabiš, če hočeš nekoga osumiti napačnega zdravljenja, je to, da rabiš konkretnega pacienta, konkreten primer. V medicini se vedno gre od pacienta in navzgor. Povsem sprevrženo je, da se gre obtoževati na podlagi neke statistike. In na podlagi neke statistike začnejo obtoževati konkretne zdravnike, da so nekaj naredili narobe. Ob tem pa tisti, ki obtožuje, pojma nima, kaj bi bilo narobe. Se pravi, to je nekaj, kar je sprevrženo, enostavno. Druga stvar, ki pa mene in verjetno vse zdravnike izredno skrbi, je pa to, da v javnosti nastaja vtis zaradi tega cirkusa okrog konziliarnih listov, da je pravzaprav dovolj en konziliarni list ali pa ena želja ministra, pa bo zdravnik popolnoma spremenil način svojega zdravljenja in zanemaril svojega pacienta. Torej, to enostavno ni res. Se pravi, vsak zdravnik dobro ve, da je osebno odgovoren za svojega pacienta. In karkoli reče direktor, ali pa minister, ali pa kdorkoli, to ga ne odveže njegove osebne odgovornosti. In zaradi tega je v javnosti nastal izredno škodljiv vtis, da pravzaprav smo zdravniki lahko v 5 minutah zanemarimo vso svojo stroko, ki jo imamo, vso svojo etiko, samo če nam minister pomaha z nekim listom. Ampak noben zdravnik tega ne bo naredil, ker zdravnik ve, da na koncu bo še vedno sam odgovarjal za čisto vse. Ne bo minister, ne bo njegov direktor.